Pred domom Miloša Zidanška na Pohorju se je preteklo soboto odvijalo pravo medgeneracijsko srečanje. Vesela pohorska sobota je bila pod okriljem Zveze prijateljev mladine Maribor. Otroci in njihovi starši, babice in detki so se začeli zbirati že dopoldne, ob 13. uri pa je med njimi završalo, saj so jih obiskali nogometaši nogometnega kluba Maribor. Otroci so jim pogumno postavili kar nekaj vprašanj. Ima kakšno vprašanje za naše nogometaše? Marijo, mogoče ti, Marijo. Izvoli. Kaj morate jesti, da so tako hitri? Veliko zelja, da si kaj zajc hiter. Zelje. Ja, pa zelje tudi. Pa korenčka. Ne, drugač pa veliko piščanca, pa makarone, riž, pa tako naprej. Samo zdravo, brez pomfrija pa McDonald'sa. No, ste slišali? To pa si je vredno zapomniti, ne? Martin Milec, Blaž Vrhovec in Gregor Bajde se niso ustrašili niti strokovnega vprašanja o offsajdu, za katerega je v občinstvo pod odrom nekdo izrekel slovenski izraz prehitek. Če lahko na najbolj enostaven način razložite, kaj pomeni offside. Ni težko, ampak težko je enostavno povedati, ne? Enostavno je res težko povedati, ne? Se pravi, ne vem, zadnji igralec je zdaj Martin, ne? In jaz imam žogo kot vezist in moram jaz podati zdaj Blažu. In Blaž mora zdaj čakati, ne sme iti pred njega, dokaj mu jaz ne podam. To je pa gol od zadnji. Se pravi, on mora čakati in ko mu jaz zdaj podam, ne sme biti pred njemu že, ne sme za njemu sprejeti žogo. To zdaj, če mu jaz podam, je offside. Zdaj ni offside? In mu podam, zdaj je offside. Zdaj ni offside, zdaj je offside. Pod okriljem Zveze prijateljev mladine Maribor, ki je organizirala veselo pohorsko soboto kot zaključek tedna otroka in hkrati kot zaključek programa Počitnice s prijatelji, je letos na različnih lokacijah letovalo rekordno število 1800 otrok. Gre za neke vrste srečanje vseh, ki so poleti preživeli za Zvezo prijateljev mladine Maribor. Torej, tukaj imamo otroke, ki so letovali v Poreču, v našem domu, v našem Vircu. Tukaj imamo otroke, ki so letovali v domu Miloša Zidanška na Pohorju, otroke, ki so bili z nami v Mariborgu in seveda tudi otroke, ki preživljajo poletje in teh je veliko, res veliko, v domu ustvarjalnosti v Mariboru. Se pravi, da prihajajo dnevno čez počitnice in so v naši delavnici. Letno zabeležimo približno več kot 500 otrok, ki prihajajo, oziroma 5000 obiskov, 400 do 500 otrok, ki prihajajo vsak dan k nam. Na Pohorju so otroci med drugim uživali na ustvarjalnih delavnicah, peli in plesali so na odru in pod odrom, preizkusili glasbene inštrumente, v gozdu so iskali Milekov zaklad, raziskovali Milekov gozd čutil, jedli enolončnico ter plezali po plezalni steni. Sem plezala zelo visoke, me je bilo malo tudi strah, pa sem tudi malo vprašala nogometaše in... Kaj si pa vprašala? Kako je bilo težko, če je bilo težko trenirati pa to, pa so mi še se podpisali na roke in zvezek, pa je bilo kar fajn. V ospredju je bilo torej zabavno medgeneracijsko srečanje. Pohorska sobota je združitev vseh in otrok in vzgojiteljev in staršev. Na nek način se vidimo spet po počitnicah, malo budimo spominov, pripovedujemo si zgodbe, mi pripravimo majhen program, pečemo kostanje, ponudimo eno dobro, bogato, enolončnico. Skratka, trudimo se, da bi dan potekal čim bolj zabavno. Da bi otroci in njihovi starši pozabili na vsakdanje skrbi, je bil na Pohorju tudi zajček, čigar glavna naloga je bila delitev sreče. Danes smo prodajali srečke za srečelov, otroci so hodili do mene, so kupili srečke, potem pa so jih šli noter v naš dom iskati in vsaka srečka je bila dobitna. Meni, zajčku, pomeni sreča otroški nasmeh, ki ga je tukaj na Pohorju danes zelo veliko. In da ne bi nasmeh z otroških obrazov izginil, se bodo pri Zvezi prijateljev mladine Maribor še naprej vse šolsko leto trudili na delavnicah v domu ustvarjalnosti, poleti pa tudi na njihovih letoviščih. Da pa bi več družin si lahko omogočilo skupna družinska letovanja brez finančnih skrbi, pa je že druga zgodba, ki je povezana še z mnogo več dejavnikov, tako na lokalnem kot tudi na državnem nivoju.